Spoštovani gostje iz OECD-ja, spoštovana gospa ministrica, spoštovani rektor dr. Svetlik, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni. Dovolite mi, da se vam v imenu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti ter seveda v svojem imenu zahvalim za povabilo ter vas prav lepo pozdravim. Vsi vemo, Slovenija se je v zadnjih letih soočila z dvigom brezposelnosti, naraščanjem brezposelnosti in z močnim upadom števila delovnih mest. V letu 2014 so se trendi začeli obračati v drugo smer. Zmanjšuje se brezposelnost, povečuje se število izhodov v zaposlitev na trgu dela in posledično se zmanjšuje priliv v brezposelnost. Vendar, seveda, na trgu dela ostajajo strukturni izzivi. Ostajajo strukturni izzivi, ki jih v preteklosti nismo dovolj uspešno reševali. Ostaja problem neskladij na trgu dela in delovna sila, ki zaradi tudi ravnanja v preteklosti včasih ne premore dovolj sodobnih kompetenc, ki jih danes konkurenčni trgi dela zahtevajo. Podatki skupnega projekta OECD in Evropske komisije dokazujejo, da ima kar 20% delovno aktivnega prebivalstva nizko raven bralne in matematične pismenosti. Ne pozabimo pa, da se usposobljenost oseb v času še poslabšuje, vkolikor vanj sproti ne vlagamo. 25% odraslih oseb ne premore zadovoljive usposobljenosti za delo z informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami. Ukrepi aktivne politike zaposlovanja sicer vedno predstavljajo neposredno intervencijo na trgu dela, ki je namenjena odpravljanju problemov na področju zaposlovanja in trga dela, ki jih z ostalimi dolgoročnimi sistemskimi rešitvami in ukrepi drugih politik ni mogoče reševati učinkoviteje. Pa vendar, za izboljšanje situacije na trgu dela, večjo konkurenčnost in trajnostno gospodarsko rast, Slovenija potrebuje napredek. Napredek na področju kompetenc zaposlenih, pogoj za sprejetje ustreznih ukrepov za dosega tega cilja pa je seveda celovita analiza kompetenc, ki je mednarodno primerljiva ter zanesljiva. Nenazadnje, na pomen večje usklajenosti kompetenc posameznikov z zahtevami delodajalcev nas že več let opozarja tudi Evropska komisija v svojih letnih priporočilih, kjer zahteva večje usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela. Ob navedenem, ko govorimo o izobraževalnem sistemu, ne gre spregledati na pomembnost vlaganja v pridobivanje kompetenc odraslih tekom celotne delovne kariere. Slovenija, kot verjetno veste, se sooča z najnižjim deležem aktivnega prebivalstva v starosti 55 do 64 let v vseh državah Evropske unije. Morda je temu razlog nizka upokojitvena starost, ki zgolj postopno narašča. Morda je temu razlog delovne razmere, delovno okolje. Morda pa je del razloga, del vzroka za to tudi v tem, da tekom celotne kariere in ne samo ob izgubi zaposlitve ali ko se uvrstiš v ranljivo skupino, tako zaposleni sami, kakor tudi delodajalci ne vlagamo dovolj v njihova znanja, v pridobivanje novih kompetenc. Posledica tega je, iz naših anket izhaja, da se včasih starejši delavec v delodajalčevih očeh in kar je še huje, morda tudi v lastnih očeh, dojema kot nekonkurenčen v delovnem okolju in vidi zgodnjo upokojitev predvsem kot izhod iz trga dela. Tudi to so pomembni izzivi naše starajoče se delovne sile. Vse navedeno je tudi razlog, da je ministrstvo aktivno pristopilo k mednarodni raziskavi PIR v okviru nacionalne koordinacijske točke. Rezultati raziskave so ciljno usmerjeni na ugotavljanje povezav med kompetencami in sedanjimi potrebami na trgu dela, kar je za samo učinkovitost trga dela izjemnega pomena. Ne pozabimo, učinkovit in delujoč trg dela je vsekakor tudi posledica kvalitetnega izobraževanja tako na začetku, kot tudi tekom celotne kariere. Raziskava PIAK nam bo podala dragocene informacije, v kolikšni meri naš izobraževalni sistem zagotavlja pridobivanje ustreznih kompetenc, tako pri odraslih kot tudi pri mladini, s poudarkom na stanju pri ranljivih skupinah prebivalstva. Rezultati raziskave bodo predstavljali dragocen input pri oblikovanju učinkovitejših usmeritev politik našega ministrstva.
Zavedamo se namreč, da brez naložb v posameznike, v zaposlene, ne moremo pričakovati tehnološkega napredka, višje gospodarske rasti in razvoja družbe kot celote. Vseživljenjsko učenje, pridobivanje znanj tekom celotne kariere, je po naši oceni ključ za dolgoročen spopad s strukturno brezposelnostjo oziroma trenutno glavnimi izzivi na trgu dela. To pa so dolgotrajna brezposelnost in ne pozabimo, med dolgotrajno brezposelnimi izstopajo starejši in nižje izobraženi ter nizka delovna aktivnost starejših. Opolnomočiti posameznike s spretnostmi, kompetencami in znanjem tako znotraj rednega izobraževalnega sistema, kakor tudi preko aktivne politike zaposlovanja, pri najbolj ranljivih skupinah pa tudi socialna aktivacija, je edini način, ki lahko v prihodnosti prinese napredek za naše gospodarstvo, za naš trg dela. Znanje in kompetence generirajo pozitivne socialne in ekonomske učinke. Omenjeni izziv moramo sprejeti vsi skupaj in ga udejanjiti tako preko kratkoročnih, kakor tudi dolgoročnih sektorskih politik. Zato resnično želim, da bodo rezultati raziskave našli odmev v pripravi ustreznih, premišljenih in učinkovitih, predvsem pa ne pozabimo medsektorsko koordiniranih in usklajenih politik na trgu dela. Spoštovana gospa ministrica, morda je to danes zaključna konferenca, ampak vzemujmo jo kot, da smo odprli nov list, novo stran sodelovanja med ministrstvi, kajti cilje imamo skupne. Najlepša hvala.